Dober večer, dobrodošli, dobro večer, Marcel. Sicer sem se spraševala, če bom tako hitro govorila kot ti, najbrž ne. Imam tukaj 156 vprašanj, upam, da bom lahko prišla do konca. Torej, veliko smo že slišali, dodala bom tudi, da si urednik mesečnika Global. Zdaj, povod oziroma razlog, da se tukaj srečujeva, je ta knjiga Ivan Cankar. Lani smo Cankarjevo leto kar temeljito obeležili številnimi razstavami, filmi, kaj še bilo, stripi, knjige, skratka, kar zelo intenzivno smo se posvetili spominu Ivana Cankarja. Ti si v vodu napisal, sklenil sem, da ga bom eksal, torej, da se ga bom lotil res temeljito, od prve pesmi do zadnjega pisma. Še tole napisal, skakal sem v besedo, on pa meni, in to, kar sledi, je poročilo o tej krokariji. Ampak mogoče ne veste, da je ta krokarija potekala na klancu. Zakaj? Zato, ker je Marcel doma na klancu, na Vrhniki. Je to slučaj? Kdo je koga nagovoril? Cankar tebe? Ti Cankarja? Za knjigo, mislim. Ja, za knjigo. Ali te je nagovoril založnik? Zakaj si torej? Jaz sem direktno pogled na to Cankarjevo hišo, na to nesrečo tam. Stalno hodim po klancu min te hiše. In stalno, po vseh teh knjigah, ki sem jih napisal, sem tam, se je ta hiša oblikovala v očitek. Zakaj? Pišeš o vsem mogoče. Ne. Zakaj ne? Jaz sem rekel, čas je, da vse to, kar vem, izkoristim za nekaj koristnega. To je za knjigo o Cankarju. In ko sem šel, brati Cankarja, tako kot se danes gleda TV serije, pač, ko pogledaš celo serijo od prve epizode do ta zadnje, v enem požirku, sem rekel, evo, kaj jaz Cankarja od prve do ta zadnje knjige prebrati. Zdaj, ko so ljudje ugotovili, da sem to naredil, je bilo tako vsi, so vsi šokirani, tako presenečeni, kako mogoče, kako vse si prebral. Ja, vse, toliko pa ni, se je 30 knjig, 30 knjig zbranih 10, spet pa toliko ni, se je star 42 let, ki je umrl, se je več, ki toliko ti mogel napisati, in tam noter res vse, tam so, če bi imel telefon, bil telefonski računi, hvala Bogu, telefona ni imel, nič, tam telefonski računi noti, ampak vse ostalo pa je, ampak to je 30 knjig, 5 knjig je pisan, tako da spet tak kunšt ni, sam, ko sem bral, to in ko enkrat bereš Cankarja, vse, kar je napisal, takole na enkrat, v enem požirku, ko krokaš z njim, ko ga gledaš kot Netflixovo serijo, se ti nenadoma pred tabo zgodi tole. Nenadoma zagledaš povsem drugačnega Cankarja. Namreč, vse tisto, kar so nam prej ponujali kot ključna dela, pomembna dela, tisto, kar moramo znati na pamet, poznati in tako naprej, nenadoma postane sekundarno, v ospredje pa stopijo čist popolnoma druga dela. Druga dela, ki izgledajo tako, ko bi jih napisal kak literarni genij, ki smo ga tle spregledali. Torej, literarna dela, ki izgledajo popolnoma drugače s tistim kanoniziranim, uradnim Cankarjem. Skratka, ko sem šel skozi tih 30 knjig, sem ugotovil, da so nam prodali neko uradniško verzijo Cankarja, tisto neznano verzijo Cankarja, neuradno, so nam pa zamolčali. In tista neuradna, tista je briljantna. Tam se skrivajo te bravure literarne, tisto, v čemer res uživaš. Tam, kjer Cankar postane pisatelj, tam, kjer ugotovi, zakaj je bil velik, zakaj je bil največji. Ne iz tistih stvari, ki so jih kanonizirali, ki so na njih kot šolski program ponujali, kot tisto, kar je tako naprej. Ker pri nas so v glavnem Cankarja nam ponujali v treh, ko bi rekel, na 3 načine. Cankar kot borec za narod, Cankar kot borec za razred, delavski razred, in Cankar kot borec za Boga. 3 Cankarje smo imeli. Zdaj, vsi ti 3 Cankarji so se obnesli do neke točke. Potem so se pa ponošeni, so neuporabni. Cankar kot borec za narod, Cankar kot borec za Boga, Cankar kot borec za delavski razred, ti
Cankarji so nenadoma postali nezanimivi. Postal je zanimiv le še Cankar kot pisatelj. Cankar kot literarni genij, kot literarni revolucionar. Tega Cankarja nam pa niso nikoli uspeli prodati, ker tega Cankarja Slovenija nikoli ni rabila. Nikoli ga ni rabila. Rabila ga je Cankarja, borca za narod je rabila, borca za delavski razred, rabila je borca za Boga, v enem delu Slovenije. Tega Cankarja pisatelja pa ne. In danes, če bi hotel človek narediti slovensko TV-serijo, Cono somraka, recimo serijo 30 ali pa 50 epizod lucidnih zgodbic, napetih zgodb z duhovitimi obrati, z srečljivimi temu bi rekel eksistencialnimi momenti, bi zlahka jih pobral pred Cankarjem. Ampak to je šlo vse v tej dolgi zgodbi naših Cankarjev, v dolgi naši avanturi s Cankarjem, je šlo to pravzaprav mimo. Mi smo imeli tle briljantnega, genialnega pisca, ki nam ga ni uspel prodati. Ne, da nam ga ni uspel prodati, tudi tujini nam ga z njim zelo prodati. To je avtor, pisatelj, kronist, Dunaja bil, pa nam ga ni uspel niti Dunaja prodati. Kot tega, ki je, bi rekel, njihov, ki bi ga lahko Dunajčani, bi rekel, brali, in na osnovi njegove literature sklepali, kako je gledalo življenje na Dunaju okrog leta 1900. No, se je 12 let je živel na Dunaju. Ja. Kaj je tisto, kar je nate naredilo najbolj močen vtis? Ne vem, mogoče neka povest, neko pismo, pustimo zdaj na klancu pa tisto kavo, o kateri bo še govorila. Ja. Kaj konkretno, ali lahko mogoče opišeš? Mogoče nek biografski drobec? Glej, Cankar, to, kar je fascinantno pred Cankarjem, je to. Cankar, če ne bi šel na Dunaj, če ne bi šel na Dunaj, bi postal pesnik in ostal bi pesnik. Nikoli ne je postal pisatelj. Nikoli. Ni šans. On je šel na Dunaj kot pesnik. Prišel nazaj kot velik pisatelj. Njega je ergo, njega je velikega naredil Dunaj. Zdaj pa pazi. On je živel na Vrhniki. Rodil se je na Vrhniki in otroštvo pa živel na Vrhniki. Vrhnika je bila vukojebina. Popolna vukojebina. Zdaj pazi. On je na Vrhniki sanjaral o Ljubljani. Ljubljana mu je bila v Ljubljano enkrat Ljubljano videti v živo in potem umreti. To je vzadnjega dogodek, več ni obstaja na svetu, več ni, to je to, Ljubljano, enkrat Ljubljano videti, to je bilo to. In potem je on enkrat Ljubljano videl, ampak Ljubljana je bila vukojebina, k Vrhnika, to je 28 000 prebivalcev imela takrat. 28, to je dvakrat manj k Kranj zdaj, še manj, trikrat manj k Kranj. Predstavljajte si, to je bilo tako mejhno, to je bilo mečkano. In potem je pa on prišel na Dunaj, mesto, metropolis, 2 milijona prebivalcev. Mesto, ne mesto, vele mesto, metropolis. Eno izmed največjih mest takrat, eno izmed najbolj udarnih, živahnih, utripajočih mest, kjer se je res dogajalo, mesto, kjer bo spektakl. Njeno se je obrnil v glavi. Oni sta pisma bi mogli brati, njegov pisma bratu, Karlu, ko je tja prišel. Omamljen sem, vrti se mi v glavi, jasno bi rekel, tam je bilo vse. Tam so bili muzeji, knjigarne, knjige, ulice, množice, izložbe, intelektualci, vse je bilo, vse to, česar če ni bilo, vse je bilo orjaško. In to je njemu, to je dal njegove literaturi razsežnosti, to je dal dimenzije njegove literaturi. V Sloveniji on tega ne bo napisal, preprosto ne. Skozi okno takrat, skozi okno v Ljubljani, tamle, ne vem, na Dolenski, na Dolenki, mislim, ne bi nič videl. Nič ni bilo v tistem oknu. Skozi tisto okno je videl to, kar je videl na Vrhniki. Mislim, to je pa daj dimenzije. In on je res, njegov jezik je tam spet. On je tam, njegova slovenščina je na Dunaju šele zadonela. Približno tako ta Hemingway. Hemingway je šel v Evropo, Španija, Francija, zato da bi njegova angleščina dobila zven. Da bi dobila tist spin, tist presežek, tisto iskro. In je to se zgodilo, pred Cankarjem se je zgodilo to dosti prej, natanko to. In njega je naredilo. Mi bi zgubili, nikoli ne bi dobili tako velikega pisatelja. Zgubili bi največjega pisatelja, če ne bi šel na Dunaj. Skratka, ta njegov premik z Ljubljane na Dunaj in ni na ključe, on toliko časa tam ostal. Ni to na ključe. On je rabil Dunaj, tako kot je Dickens.
recimo pol stoletja prej, ne, rabil London. Dickens ni mogel živeti brez Londona. Pogled skozi okno, London, to je njegova inspiracija, to mu je dajal tisto energijo, tisto ga je motiviralo, tanko to je bilo pri Cankarju, ne. In oba sta bila pravzaprav, ne, sta se hranila s tem velemestom, ne, in Cankar in Dickens. In oba sta videla to velemesto on Dunaj in tam London s temi novimi očmi filma, ki je takrat prihajal. Ne? Dickens še prej, ko filma niti ni bilo, ampak je odkrival pravzaprav to, kar bo nekoč postalo film. Ne? Te množice, panoramski posnetki, to skakanje sem in tja, skratka, vse te reči je on zelo vizualno doživljal, tako kot Cankar, no, to potem še kasneje. Že sam si omenjal šolstvo. Skratka, lani, ko je bilo Cankarjevo leto, je bilo pogosto slišati misel, da je Cankar pravzaprav nepriljubljen, da je mogoče za dijake celo pretežak, da ga ne razumejo, da bi morali profesori to upoštevati in nekako prilagoditi, ne pa to branje nekako na drugačen način. Zato, ker nismo pravega Cankarja poznali. Cankar je največji literarni zapeljivec, kar smo jih imeli. In to govorim v celi zgodovini sveta slovenskega. Mislim, mi tazga literarnega zapeljivca nismo imeli še. Iz preprostega razloga, Cankar je bil prvi slovenski poklicni pisatelj. Torej prvi pisatelj, ki je pisal za denar in tega živel. Prej so bili pisatelji, duhovniki, odvetniki, politiki, notarji, pisarji, dvorni ali pa mestni. Skratka, ljudje, ki so imeli neke poklice in za katere je bilo socialno poskrbeno. Cankar je zbral sam poklic pisatelja in je živel od tega, kar pomeni, da je bil na trgu. Živel je od tega, kar je prodal. In njegov interesu je bilo, da to proda. Kar pomeni, da je moral bralca že v prvem stavku zapeljati. Zapeljati tako, da je z njim ostal do konca. In zato je tudi napisal toliko črtic po noveli. Si ni napisal zato, ker je ljubil črtice, ker je ljubil noveli, ampak zato, ker je to lahko takoj objavil, zelo hitro objavil, hitro naredil. Če ti roman pišeš, roman traja, ni imel časa en let pisati roman, pa potem ne čakati brez da bo denar pol čez en let. Ne. Skratka, on je moral te črtice, novelice in tako naprej, zato je tega toliko napisal. Ne. Zato je bil ta serijski pisac. Ampak on je v prvem stavku, in če gledate gledati njegove črtice, novele, noveletke in tako naprej, v prvem stavku te zgrabi, kje je ta knjiga. Ampak lahko jaz, sem amater, ampak lahko zcitiram jaz, sam zdaj le strani, me jade 7 sekund, da jaz odgovorim na kateri strani je. Evo, ja, spomladanska noč, gledajte. Da bom jaz skušal, uvodni stavki, briljantni stavki, zapeljivi stavki, ki se pravi, s tem stavkom je človeka zgrabil ali pa ne. Tam je bilo življenje ali smrt. On je vedel, prvi stavk odloča. In te prve stavke, res fantastično, vam bom prebral zdaj enega, ki je ekstremno dolg. Ekstremno dolg. Tako da, ampak en stavk, to je en stavk, ves čas en stavk. Iz novele Spomladanska noč. Evo, tako gre. Kakor človeku, ki stoji nad prepadom in gleda navzdol po neskončni ravnini, oškropljeni solzami jutranjega sonca in gleda začuden ves otroško vesel in širi roke, v čudovitem krepenjenju in širi roke in se sklanja in krepeče in pada in ne vidi, kako te skale in njegove krvi, ne čuti bolečine, ne strahu, ne kesanja in odpira velike vesele oči in gleda navzdol po neskončni ravnini, oškropljeni solzami jutranjega sonca in vidi čudovite vse bele device, obraze nedolžne, oči sanjajoče in tihe smehljaje, posluša pesmi otožne sladke in stiha od pijane, razbrzdane sreče in stega roke po belih rokah, ki trosi orožje na postelj njegovo in ne vidi, kako te skale od njegove krvi in ne čuti, da mu diha smrtni dih obraz, tako je meni v tem življenju mračnem. To je prvi stavek. Mislim, pokažite mi Kafko, pokažite mi Jamesa Joycea, pokažite mi tiste stavke, bi rekel, tako briljantne stavke, mislim, to je neverjetno, ali lahko še enega preberem? Kako se je useknil gospod Peter Mozolec, ne? Ta
ta novela se začne tako, paste. Gospod Mozolec je stopil v kavarno, kako stopi gospodar v hišo, sodnik v dvorano, učitelj v šolo, župnik na prižnico, sonce v dolino. Še več, stopil je, kako stopi Mozolec v kavarno. To, mislim, on vas ima, on je delal vse, da bi vas imel od prvega stavka do zadnjega stavka. On vas je moral zapeljati, da je zelo da preživ. On se je boril za življenje. Vi ste bili njegovo edino upanje. On je skušal bralca zapeljevati na vse mogoče načine in moral je začeti s prvim stavkom. Ker prvi stavek je odločil o njegovi usodi, o njegovi prihodnosti, o njegovem žiroračunu, pančnem računu. To je to. No, o njegovi briljantni, ne samo ideje, ampak umu priča tudi dejstvo, ne vem, tisti, ki je to videl na lastne oči, me je v to prepričal, ko je videl rokopise Cankarja v Nuku, da pravzaprav ni popravljal za sabo, da je to nekaj neverjetnega. Si videl te rokopise? Ja, sem videl. Te rokopis njegov je bil nekaj posebnega. Prvič, ko vidiš te rokopise, da bi zdaj na nekaj razstavili, kaj je v Cankarju domu, so fotokopirni, povečani, kot čez celo steno imate. In tam vidite, pravzaprav, on je, kot sem prej rekel, ne, on je zelo filmsko pisal, on je pravzaprav anticipiral številne momente tehnike filmske. Ne. Skratka, pri njegovih tekstih nimaš nikoli občutka, da so bili pisani, ampak da so bili zmontirani. In on je bil briljantno v tem montiranju. Ampak, če je pa ves trik, ne, danes, ne, ko ti pišeš z računalnikom tekst, ne, ga ti lahko začneš pisati, kjer hočeš. Razumete? Ker pol zmontiraš, gor pa dol premikaš, ne, tekst, noben problem ni. Takrat, ne, pisanje z gosim peresom, on ni tipkov, ne, to ni bilo še takrat tega, on je pisal na roko, ne. On je moral takrat v glavi svoji cel tekst zmontirati. Tle je bila ta briljanca, ne. On je moral zmontirati, on je popravljal, on je tako, kot ga je napisal, tako je bilo, ampak v tem, kar je napisal, je bilo noter vse, vsa zmontiranost, ne. Predstavljate si, da si morate da bi si moral danes režiser cel film v glavi zmontirati vnaprej. To in ga potem tudi posnet tako v enem šubu, ne. Natanko to je počel Cankar in tle ta briljanca tega uma bila, da mu je uspel to, česar danes ne znam predstavljati. Zato, ker vsak, ki piše z računalnikom, bo golfal, bo montiral to, bi rekel, sem pa kaj, ne. On je moral to v glavi zmontirati in je moral to, kar je bilo zmontirano, je moral on napisati tako, da mu treba več popravljati. Vse je moral biti na svojem mestu že ob prvem polaganju teksta, če me razumete, ne. Kar je, jaz si ne znam predstavljati. Malo se bom vrnila k mojemu prejšnjemu vprašanju, glede na to, da smo v knjižnici, pa verjamem, da je med nami tudi kakšen profesor, profesorica slovenščine. To me zanima, si ti kot dijak bral Cankarja? Ne. Zdaj bom razkrila, kaj je Slavoj Žižek zapisal na platnici knjige. Če bi bila Slovenija normalna država, bi to knjigo Ministrstvo za šolstvo natisnilo v 100.000 izvodih in jo predpisalo za obvezno branje povsod, kjer se uči slovenska literatura. To je kar laskava misel. To je za strojno napisal. Skratka, jaz se ti strinjaš, da je ta posiljenost s Cankarjem v gimnaziji nekako pretirana, da bi morali počakati, da bi pa drugače prišel. Jaz sem heretik. Jaz trdim, da Cankar sploh ni za otroke. Jaz trdim, da Cankar ni za osnovno šolo, da ni za otroke Cankar. Da ni. Cankar, za otroke je vsa ostala slovenska literatura. Cankar pa ne. Zakaj? S Cankarjem je prišlo do velikega preloma v zgodovini slovenske literature. Namreč, ko danes gledate, ne, se slovenska literatura deli na literaturo do Cankarja in na literaturo po Cankarju. In ko je Cankar nastopil, je bilo to nekaj popolnoma drugega. Je to končno bila literatura, je bilo to končno, ko smo bili tam, kjer so bili takrat največji. Medtem, ko vse tisto, in to zgleda kot resna literatura, ne, medtem, ko vse tisto, kar je takrat nastalo, je pa zgleda kot je za otroke. Veste, Jurčič, Levstik,
se upravičujem, mislim, jaz kersnik, zaradi mene ga lahko slovenisti in slavisti, ne vem kaj počnejo, ampak to je literatura za otroke. To je infantilna literatura danes, ne. Cankar je resna, to je za nas. To je za nas odrasle. To je za nas odrasle, ker razumemo. Jaz ne vem, tam, a veš, ti imaš briljantne zgodbe so. Ena recimo, da vam povem, izpoved, ne, nikoli niste slišali za njo. To je briljantna novela o moškem in ženskem. Samo ona nastopa tam noter. Kot se bo izkazalo, nastopa še in tretji, ne, ampak za začetek je nepomemben, ampak v resnici ni nepomemben. Kaj ti? To sta mož in žena, srečna, vesela, sprehajata se, ampak se vse skupaj pokvari, ker se mož spomni, da je ta žena njegova pred leti nekoč enkrat imela z nekim drugim moškim nekaj. Prevarala ga je. In potem začne on njo mučiti s tem. Povej mi še enkrat, kaj je bilo, daj mi detajle. In potem se ona dva žreta drugega in on njo, in on hoče še enkratiriš, ta stotič hoče zvedeti, kako je tist bilo. On hoče detajle, on hoče biti tam. V tistem času, on hoče s ključavnico gledati, ker se ona dva tam žgeta, razumete? On hoče biti tretji v tem paru. Neverjetno, za tisti čas, neverjetno. Potem imate zgodbo smrt kontrolorja Stepnika. Zelo podobno. Spet zgodba o ljubosumnosti, posesivnosti in tako naprej. Ne? Resna stvar. Tam imate moškega kontrolorja Stepnika, ki umira za hudo boleznjo, ki ga res ubija in ki ga paralizira, tako da je negiben. In on gleda tam sebe, kako umira, on prepoveduje, on gleda sebe, kako umira, hkrati gleda ženo, ki je prepričana, da on umira in da je itak že vegetacija, truplo že, in ga medtem, ko je on truplo in ko umira, ona njega pred njim vara z nekom, z nekim adjunktom, prepričana, da itak to ne more ničena več spremeniti, ne? In potem on umre. In on še vedno prepoveduje zgodbo, on je mrtev in prepoveduje, kako ga dajo poslednje olje, kako mu umivajo truplo, kako mu kosti ravnajo, kako mu jezik dajo, skratka, in kako ga pokopljajo. Skratka, mrtvi prepoveduje zgodbo. Tega jaz ne vem, do takrat v zgodovini svetovne literature jaz ne bi nisem opazil. Skratka, Mrlič še ni zgodbo prepovedoval. Ko je začel Mrlič prepovedovati zgodbe v literaturi, kasneje, ne? So to prave revolucije, so to, rekel, novele, romani in filmi, ki so danes slavni, kultni. V tem filmu pa truplo prepoveduje. Ne, pred Cankarjem je bilo najprej. Da ne govorimo, ogromno stvari je bilo prvih pred Cankarjem, ne? Mislim, moram reči, zelo brutalnih stvari. Aha, zdaj pa vidim, zato si najbrž tako hitro našel vezo s filmom, ker tudi pri Cankarju človek pobere, ne ve, a je to realno, a se to samo zdi, ali to se zdaj le dogaja, ali nekdo to sanja, skratka, ni čisto, vse je nekako na istem nivoju, realnost, fikcija. Ja, pri filmu je tako, vse je v nekem smislu zares, tudi tisti, ko vidiš v filmu ti neke fantazije, ne, so v nekem smislu zares, ne, vidiš nekaj zaresenga vidiš, ne, in pred Cankarjem ravno tako, on je menjal ta stanja, nikoli ni sedel, kaj je, in to je blazno motil kritike, ne. Če gledate kritike, kaj so pisali takrat, ko so Cankarja odsuvali, ne, tlele v Sloveniji, ne, so pravzaprav mu očitali stvari, ki so pravzaprav bile filmske stvari, tam, kjer je Cankar se obnašal filmsko, ravno to so mu očitali, te momente so mu očitali, ni jasno, tam so kar neki prelivi in tako naprej, ampak Cankar je tam to imel, se pravi, pri njemu imate, Cankar je verjetno velike plane, vi imate oči, poglede, njegove novele, njegove romane, njegove črtice so prestreljene, prepojene, prežete so s pogledi, s očmi, pogledi na 100 načinov, oči na 100 načinov, skratka, oči, pogledi in veliki plani, to je tako kot v filmu, da se to kamera gre na obrazi, to so te, bi rekel, obrazi, ne, če ste gledali, daj te špageti vesterne Sergio Leone, to so te sifilitični obrazi, te razviti obrazi, te brutalni
razumete, orjaški obrazi, veliki, ki grejo čez celo platno, čez cel ekran grejo, ne, to ga prenemo in potem se spet udali, ne, tih velikih planov je koliko šteje, potem je montaža, potem so te fantastični prelivi, to besedo se prelivajo, razumete, kako v filmu, ki se kadri, veste, prelivajo, ne, se, ne vem, vlak se prelije v, ne vem, v avto v neki drugega, skratka, oblaki se prelijo, skratka, teh prelivov, on je, ko bi odkril preliv, to je noro, to je ta preliv je eminentno filmska tehnika, ne, pred Cankarjevo te občutek, da je, tam, recimo, če berete finale Melite, ne, kjer imate v enem stavku, od kako on naredi samomori, sred tega stavka se obrne, skratka se ni z tega unga fanta na Dunaju, ki naredi samomor, se preselimo v Slovenijo, kjer oče dobi pismo, ki ga je sin odposlal pred samomorom, ga je odposlal, razumete, in oče ga dobi in ugotovi v grozi, kaj se je zgodilo in ročno zdrvi na Dunaj, da bi sina še ujel, preden ga pokopljajo in preden tja. Skratka, to se kar preliva se, v enem stavku, v enem požirku. To je neverjetno, ne? Ja, ampak kaj? Melito, kdo pa je slišal za to novelo pri nas? No, to je res. Mene si prepričal, da si prebral Cankarja od A do Z. To moram reči. Ne, tle so res ogromno teh, rekel je, ker sam strmiš, ne? Ja, ampak a Cankar hodil v kino? Nikoli v kino. Nikoli v kino. V čem je ta vizionarskost? Ker je literatura sama je odkrila film še pred filmom. Skratka, v sami literaturi, sama književnost je odkrila te nekatere filmske tehnike, ki jih je potem film ponovno odkril. Ne? In Cankar je pravzaprav v času, ko je film, takrat je Cankar začel pisati, recimo, ne? Konc 19. začetek 20. Ne? Takrat je ravno film začel prihajati. Ne? Takrat se je film rojeval, ne? Takrat je prihajal v tej primitivni obliki, ne? Za Slovence ne zanimivi, ker niso govorili nič, ne? In slovenske tega smo že ugotovili, da pač, ne, slovenske samobitnosti se ni dali prenašati njeno, ne? Smo ravno besedo, govorjeno, pisano besedo ali pa gledališko besedo, ne? Film bil Slovence ne uporabil. Ampak takrat se je pojavil, začel rojevati film, ne? In to je iz Cankarja potegnilo filmarja. Cankar je začel v literaturi odkrivati, ne? Kaj je pa v literaturi tega, kar je pravzaprav ustreza temu, kar je v filmu. Skratka, te vizualne stvari, Cankar je skušal, je delal vse, da bi se to, če je pisal, videl. In v tem ni bil takrat, ni bil unikatni v tem. Tudi so bili Joseph Conrad, Henry James, oba sta počela to isto, tudi pisala o tem. Ne sam morate vedeti, da če v tem Joseph Conrad, ne, če veste, to je slovit pisec pustolovskih romanov, ne, takih preko za nas, krvni otrok, fantje in tako naprej, to je bilo Biblija, ne, to je bilo Biblija. In on je pisal tudi Črnec z Narcisa, je en tak njegov pustolovski roman, ne, in on je v tem uvodu napisal, ne, zakaj piše tako, kot piše in da hoče pisati tako, da bi se to, o čemer piše, videlo. Ampak glejno vraga, v slovenskem prevodu tega uvoda ni. Ta uvod je tak zelo slovit uvod, ne, antologijski uvod, to je tak kultni uvod, pomemben uvod, to je en izmed najbolj slavnih uvodov v neko literarno delo, ne? Pa ga v slovenskem prevodu ni tako, da ga note daš, ampak to je to. In Cankar je tanko to hotel. Cankar je sanjal je v filmu, ne? Sanjal je v filmu, ne? Ni pa nikoli bil in tudi kino je vsega skrb enkrat omenil v nekem pismu, ne v nekem pismu, ampak v neki skici za neki tekst, nikoli objavljen. Je bilo edinič, da je omenil na parodičen način kino v smislu, da slovenski teatr tako počnemo, da bo še kmalu pa bojo tam filme vrtelne, pa ne bomo imeli pa gledaliških predstav več v tem smislu. Ja, Marcel, ti Cankarja res predstaviš na zelo zanimiv način vse njegove junake, zgodbe, novele, skratka vse, kar je napisal, prepleteš z zgodovinskim trenutkom, v katerem je živel, s sedanjim časom, s filmom, s filozofijo. Napišeš pa tudi nekaj, kar je mogoče celo heretično, da bi danes Cankar z enakim pisanjem težko našel založnika. Kar pa je zelo povedno za današnji čas, pravzaprav. Da ne bi sežgali samo... Ja, pa govoriti o tem, kako, v kakšnem času je živel in kako daleč je pravzaprav šel, ker tudi stvari, o katerem zdaj govoril, je tudi pravi čudež, da so takrat ugledale luč črke.
Ne, tudi takrat, ne, mislim, jaz niti ne razumem točno, kako je tisto takrat prišlo vse ven, ne, glede na stanje duha, glede na moralno policijo tedanjo, glede na vse te na občutljivost slovensko, ne, glede na ne, so to, pred Cankarjem je velik problem ta, recimo, pogledajte, danes, ne, se spomniš ti, recimo, dneva neodvisnosti, ne, tudi ameriški spektakl, kjer se vanzemalci pridejo gor, zatežijo in potem tam umre takole, ne vem, pol milijarde ljudi noter, ne. Pa imaš tudi tam v enem tunelu noter, če se spomnite, ne, ta črnka Viveka Fox, ne, beži z avtom noter in potem pride ta tipičen, to imate v vsakem filmu skoraj, tako skozi tunel gre ta ognjena krogla, ne, vse požge not, ne, in tako naprej, ona kriči, tam joče, ona pada, ona se rešna, jasno, ne, ampak milijone ljudi pa umre, ne. Potem gleda, kje je ne vem, pes, kako mu je že imene, in potem pes vendar je skočil, da je ven, sam je pes preživel. Razumete, ne? Danes, ne, skratka, pes, mala žival, ne sme se imeti zgoditi, če ne se razmeša. Lahko umre milijarde ljudi, ne sme pa umeti pes. Pred Cankarjem, kaj se je dogajalo z živalmi malimi, s psi? Da ne govorimo o otroci. Blagne trpinčenja živali. Ne samo psov, tudi oslička, konja. In potem, po moje, izmed klasičnih del, ne, slovenske mučilnice, ne, muhe. To je novela črtica Cankarja, briljantno napisana, moram reči. Klasika, na vsak način. Ampak po moje noben ne pozna. To je Cankar, skratka, Cankarjev alter ego, ne, Cankar, vseh se veste, ne, glavni lik vseh njegove literature je Cankar, skratka, selfija, ne, vse veste, kaj se, to si ni izmislil, ne vem, zdaj tam, do Zuckerberga, pa nekaj, to si je Cankar izmislil. Cankar je bil tako obseden sam sabo, da je skozi selfie delal, vse njegove črtice, novele, romani so selfie, to je treba vedeti, ne. Skratka, no, Cankar sreča 6-letnega dečka, 6-letnega slovenskega dečka, to je, rekel, kako bi srečal malega Hitlerja, no, tako Adolfa, vred mu ime. Skratka, ta fantič, 6-letni fantič, je pravi mojster v mučenju muh. In zdaj, Cankar sreče tega fantiča, ne, in ta fantič mu reče, če že taj videl, kako muha umira noter v vodi, pa tam, pa ne vem kaj, pa tam. In pol Cankar jasno gleda in pol mu tam demonstrira vse trike tega posla. Kako mučiti, kako pobijati muhe. To je neverjetno, mislim, res, ampak prijatno napisano, ampak seveda jasno, to morate razumeti alegorično. Skratka, če tako ravnamo živalmi, ne, kako ravnamo šele z ljudmi. In natanko, to je poanta. Svet, ki ga je takrat popisal Cankar, je bil svet, v katerem so z ljudmi počeli to, kar so počeli živalni takrat. In seveda, ti muhe so res prijatno napisano, niso edine, tudi ta istrski osliček, ne, in potem imate tam te psi, ne, in potem jasno, ampak to je samo uvod, ne, potem pridete do otrok. Incesti, pedofilija, in pa predvsem, težko te našli literaturo, v kateri bi toliko otrok naredili samomore, kot jih naredi pri njemu, pri Cankarju, ne. Težko boste našli. Mislim, do takrat jaz ne vem, v svetovni literaturi, ne vem, če kdaj obstaja kaj tazga, kot je Hiša Marija Pomočnice. Torej, že prvi del, ne, s temi punčkami, ki 12 do 14 let starimi, ki v tej hiralnici Dunajski umirajo za Davico, ne, je srhljiv. In moja izvirna teorija je, da je večina Slovencev, ki to brala, obupala že tam. Čeprav je roman dolg 80 strani, ne, so se ustavili, niso šli naprej. Zato, ker z vsemi, ki sem jaz govoril zdaj zadnji let, ne, so me tako debeli gledali, ki sem začel razlagati potem o tistem, kar sledi pol naprej. Namreč, ko se pojavljajo te flashbacki, namreč Cankar je tudi mojster flashbackov. Tole pa moram povedati, res, da se niso prej pogovarjali, ampak ena izmed teh bralk oziroma bralcev sem jaz. Nisem zmogla
dokončati branje. In nisi nikoli zvedela, kaj se v resnici tam zgodi pol naprej. In se pravi, tiste postane, tam še postanejo stvari potem šele grozljive. Zato, ker se izkaže pri teh flashback, ker te punčke pripovedujo, kaj se jim je dogajalo prej, predni so prišle v to hiralnico, kaj se jim je doma dogajalo. Ne? Vse so bile žrtve nekih hudih spolnih zlorab. Skratka, res brutalnega spolnega nasilja. To je alkoholizem. Skratka, punčke pri 12 so jih prostituirali, napijali so jih. Očetje so si domov vlačili 10-letne otroke in jih posiljevali. Skratka, grozljivo. To, da je to takrat prišlo skozi, danes tega Slovenija ne prenesla. Ja, pa kako pa to, da je bilo to objavljeno, hlapci so bili pa problematični? To so te male norosti. Hlapci so bili, malo politični. Ampak hlapci niti ne. Hlapci so bili, so bili vsi razni, ne vem, praktično vse njegove drame, ampak to je kaj. Pri literaturi, literatura, ta roman, novele in tako naprej, so imele vedno več človekovih pravic kot film, itak, tudi več kot dramatika. Dramo, recimo, dramo gledamo mi vsi skupaj, sedimo, in to je subverzivno, to je nevarno. Gledamo na odru, skratka mi lahko potem, ko gledamo to, se lahko organiziramo. Razumeš, To nas lahko potegne in organiziramo, ne vem kaj, prevrat, ne vem kaj, skratka, proteste, ne vem kaj. Skratka, postanemo revolucionarna, subverzivna množica. V tistem trenutku, ko gledamo neko tako dramo. Pri filmu zelo podobno. Literaturo, roman, novel, bere vsak sam doma. In ni navaren. Zato se je pri literaturi, pri kakšnikoli literaturi, vedno toleriralo bistveno več. Zato tudi, recimo, ekranizacije literarnih del, ti imaš literarni v romanu, po katerem je recimo nek film posnet, imaš ti vse sorte hude stvari, medtem ko potem v filmu o tem ne duha, ne sluha bilo. Če gledaš predvsem nazaj, danes še je, danes smo že čez, ampak nekoč, ko je Hollywood, recimo pa Slovenci, ko so ekranizirali te literarna dela, v literarnih delih noter je bilo boga in pol, nič od tega ne bilo, ker je cenzura vse tisi prepovedovala, tako da so imeli romani bistveno več človekovih pravic, kot pa jih imel film in tudi teater. Zato je pri teatru bilo to nekako tako, se da to razložiti, da v tem smislu, da pač teater so pač bolj pazili, da je cenzuriral, rezal, zato ker je bil zmeri svoje predstave pred množico, medtem, ko so tiste novele in tako naprej romane je bral vsak sam in to ni bilo nevarno. Ker vsak sam ne more nič. Je pa nekaj treba povedati, drame, te Cankarje, to ni bilo tako, kot danes, ki je 100 ponovitev. To so ponavljali enkrat, 2-3 ponovitve in po koncu, ni bilo nič več. To je to. Takrat se je tako hitro končalo. Je pa nekaj res, Ljubljana, kot sem rekel, bila mejhna, tam nisi mogel ti zdaj, pa še ogromno Nemcev je živeli v Ljubljani takrat. Mislim, da je pol približili. Nemško govoreči, ki niso znali slovenski, tudi niso hodili v slovenski teater. Tako da v slovenski teater so hodili sami slovenci v glavno. Kako pa komentiraš to večno aktualnost, naprimer tudi hlapcev in ostalih del? Mi kar prepoznavamo tudi sedanje politike. Skratka, zdi se, da v vseh obdobjih slovenske zgodovine je Cankar aktualen. Aktualen 50 let, čez 50 let. Cankar je imel blazno srečo z geografijo, zgodovinskim trenutkom. Namreč, Cankar je na sceno začel pisati, ustvarjati v trenutku, ko je prihajala ta moderna doba. Mi smo še zdaj del te moderne dobe, mi se lahko zmišljujemo še vedno, da smo, ne vem kaj, postmodernisti, pa postresnični, mi smo še vedno moderna doba. Od Cankarja pa do nas sta nastali samo dve novi stvari. Ena je holokaust, druga je internet. To je vse. Vse ostalo je pa isto. In Cankar je bil ob vznožju te moderne, ko je ta moderna v vsem polnem žaru moderna doba nastajala. Tudi moderni kapitalizem, seveda jasno. Ta kapitalizem industrijski, ki izkorišča, uničuje, zaslužuje, ki ga je Cankar tako briljantno popisal, ko je tam na Dunaju to imel pred očmi. Razumeš, takrat je to nastajalo. In takrat so nastale moderna politika. Skratka, ta moderna družba je nastala. Ne samo moderna umetnost, katera del je bil Cankar, pa tudi moderna družba. Mi smo nastali takrat. Takrat so nastale tudi vse, z eno besedo, vse te moderne dramske situacije.
ki so mogoče. Ne? Nekoč, pred davnimi leti, pred 500 leti, ne, je Shakespeare v svojih dramah ustvaril vse situacije, ki so v dramatiki mogoče. Ne? Nobene situacije nove se niso povedali zmisli. Cankar je pa to naredil v Sloveniji. Takrat. In zato bi rekel, ne glede na to... In zato je največji? Zato je največji, seveda, zato je temeljen, osnov, on je pač osnova. On tisti black is basically črno, tisti črnina, na katero se piše Slovenija gor. On je pač takrat bil, on si je takrat dobesedno zmislil, ustvarjajo vse te situacije, ki veljajo še danes. Zato, ker živimo v isti dobi. Ker smo še vedno to mi isti, ki smo bili takrat tam. Skratka, ki smo nastali takrat tam. On je, in njegova velika umetnost je bila v tem, da je, on je, to, kar je nam zdaj vse samoumevno, to, kar samoumevno te opazno, razumeš, je on bil tam priča, on je gledal, kako je to nastajalo. On je videl, kako je ta kapitalizem nastajal, on je videl, kako je to moderna družba nastajala, on je videl, kako je ta slovenska moderna politika nastajala. Nam se zdi to vse samoumevno, ne? Ampak on je imel, rekel, veš, tamle recimo, Pohujšane doline Šentflorjanski, ne? Pohujšane doline Šentflorjanski, to je drama o novih obrazih. Veš, to je drama o novem obrazu, ki pride v dolino Šentflorjansko, vse razburka, vse zapelje, razumeš, postane njihov junak, njihov vodja, njihov gospodar, ne? Vsi klečijo pred njim, nihče ne ve zakaj. Nihče ne ve zakaj, vsi se sprašujejo, kaj je, ampak on se njim proda kot ta, ki je, ne? Razumeš, kot ta, ki je njihov, oni ga kot tazga sprejmejo, ne? In on, bi rekel, potem zavlada dolini. Nov obraz. Ampak, ta nov obraz, z velikim prezirom gleda na to množico, ki je pokleknila pred njim. Iz preprostega razloga, ker si misli, če so me tako brez razloga skovali v svojega junaka, me bodo ravno tako popolno brez razloga ubili, pokončali. In to je zgodba v Sloveniji. In ko bo prišel nov obraz, se bo zgodba ponovila. Mi smo nove obraze vzljubimo in jih potem 10 minut kasneje zasovražimo, tako da ni res. To se ne dogaja skozi zadnja leta, to se ne ponavlja. Ne? Tako da, bi rekel, dolina Šentflorjanski je naša današnja zgodba. Ne? Vse imaš, tam imaš noter kompletno Slovenijo leta 2018-19. Z boljšimi dialogi. Prej si omenil ta princip selfija, to, kako odseva Cankar v vseh praktično delih, ki jih je napisal. Pa vendar, to pomeni, da je bil tak pesimist pravzaprav po karakterju, kajti ta vdanost ljudi, njegovih junakov v usodo, ki je skratka kruta, je pravzaprav zelo jasna. Ja, to je razredna usoda, je treba vedeti. Rekel, Cankar pač tle ni imel krišni, on je videl, kako nastaja ta pošast. Ta pošast tega novega družbenega sistema, novega upravljanja z družbo, ta industrijski kapitalizem, ki je, recimo, on je gledal te ženske takrat, ne, te šivilje, on je živ s šiviljo, konc koncev, kako te zgarijo, ampak res kot črna živina, zjutraj od 6 do polnoči, vsak dan, zgrbljene, zgubane, zganjene na tiste mašine, na strojčki, na tiste sunce tam, in so delale in se upijale cele dneve. In potem imaš, njegova literatura, njegove novele so prepojene s temi šiviljami, s temi delavci, in potem se čuje po noči, se čuje zjutraj, te delavci, ki so obnemogli. In, rekel, stalo imaš to, nekega otroka, ki pred 14, ki ga star 100 let. To je, on je odkril to, te ljudi, ki se v trenutku postarajo. V trenutku ljudje, ki, rekel, še kot otroci izgledajo že kot starci. Skratka, on je bil mojster v popisovanju, tudi, rekel, v percepciji tega takrat si niso opazili tega, ampak njemu se je to zdelo, da se na tanko to dogaja, da je prišlo tega obrata, da to delo, ta nov princip do dela kapitalističnega, da ljudi ubija, da jih
da jih stara, da jih trpinči, da pri 5-10 letih izgledajo kot okostnjaki, trupla in tako naprej. To imaš stalno, ta motiv se stalno pojavlja pri njemu. Ne? In v tem smislu je to grozno. Ne? Se pravi, to so zgodbe, ki so šle, to so nekako vse zamolčali zmeri, tam je briljantno. In so rekli, ja, tam je zatežen. Ja, ampak on je briljantno zatežen. Probajte biti tako zateženi. Težko je biti tako zatežen. On je bil mojster v tem, tako zatežen. Skratka, Kafka, Franz Kafka, sanja, da je bil tako zatežen, kot je bil Cankar. Ne more biti, ker res Cankar je bil mojster tega, ne? No, najbolj v ta kontekst sodi tudi ta nesrečna skodelica in ta nesrečna kava in ta cankarjanski oziroma slovenski, ne vem, kako ti razmišljaš, občutek krivde. Ja, zdaj, ta skodelica kave je, ko bi rekel, vzeta iz konteksta. Strkala iz konteksta. Zato, ker v njegovi literaturi, v njegovem opusu, imate vi teh skodelic kave morje. Imate tudi skodelic čaja. Skratka, in pol rekel je, to je zanimivo, da mi to skodelico kave jemljamo tako smrtno resno, tako Mislim, to je bila skodelica kave, ki je zavrnil, pa kaj, s tem dan je pa sprejel. Razumete? Mislim, v neki drugi noveli jo pa vzame, pa spet ne, pa pade na tla, pa tako. In potem, bolj, ki se pojavljajo te skodelice kave pri njemu, bolj on to parodira in karikira, razumete, obrača okrog na glavo in tako naprej. Skratka, on brije počas norca, tako subtilno iz te skodelice kave, kot da bi se zavedal, kako bomo mi to skodelico kave videli čez 100 let, kot nekaj strašnega, usodnega, kot ne vem kaj. Ampak to je zgodbica, še ena izmed zgodbic o mami njegovi. Zdaj pa tebe zdaj vprašal. Kaj vi, če gremo k mami zdaj te Cankarjevi končno, kaj vi vrtite ob nedeljah na prvem programu radio? Ja, čestitke, to misliš, čestitke in pozdravljanja. Po željah. In kaj? Mama, najbolj misliš na to Mama zlata, mama lepša si. Mama, vračam se k tebi domov in jočem od sreče. Mama, ena ura mama. Zdaj se praši, to si pišejo ljudje, priložnostno, namerno pišejo to o mami. Zakaj pišejo to o mami? A pišejo zato, ker imajo tako radi mame svoje? Ne, zato, ker obstaja trg za mame. Obstaja trg, na katerem cvetijo pesmi po željah. Obstaja trg za pesmi o mami. Natanko to je bilo tudi na začetku 20. stoletja. Obstajajo je trg za črtice o mami. Vedno se najdejo mame, ženske, ki se jim zdi blazno nobel in ki z velikim užitkom in strastjo in solzami berejo zgodbe o mamah, ki se brezmejno žrtvujejo za svoje otroke. To obstaja trg. In Cankar je to počel zato, ker je obstajal trg. In napisal morje črtic o svoji mami. Zdaj, no, mogoče, ker je dober del literarne zgodovine postavljaš na glavo. Absolutno, pa ti bom gre naprej. Če že postavljaš na glavo, bom postavil na glavo, ne bom nič več postavil. Prej sem rekel, da ne zato, ali to zato počnejo, ker imajo svoje mame radi. Ne, in trdi tudi pred Cankarju, da Cankar tega ni počel zato, ker bi imel svojo mamo rad. Ne, ni imel rad na tak način, kot so nas prepričvali, da ima rad. Namreč, če bi ta odnos med njim in mamo tako čist, kot so nas učili in kot bi rekel, obstaja mit, potem ne bi se dogajalo tole. Namreč, Cankar je napisal črtico, kateri se on nekega lepega noči z vlakom vrača z Dunaja, domov. Vrača se domov. Že drevesa, ki jih gleda ven pa pokrina, se mu zdita malo čuta, mu nekaj mu govorita, a on ne razume točno, kaj mu hočeta povedati. Ampak kaj mu hočeta povedati, se izkaže, ko pride domov. Mamo namreč zagleda na parah. Mama je mrtva. Skratka, Cankar to je bilo preden podatek, ključen podatek je pa to,
Ta novela je bila objavljena 3-4 mesece, preden je njegova mama zares umrla. Skratka, kdo, ki ima svojo mamo zelo rad, bi mamo 3 mesece pred smrtjo pokopal na tak način. Ne? To je prva stvar. Druga stvar, obstaja črtica naslovljena Vrzdenec. Vrzdenec je kraj, ki je bila rojena Cankarjeva mama. Cankar nikoli v življenju ni bil na Vrzdencu. Ni hotel iti na Vrzdenec. V rojstni kraj svoje mame ni hotel. V tej noveli Vrzdenec opisuje, kako ga mama, mrtva, takrat že mrtva, hodi po noči k njemu, v sanje po noči ropotati in ga hoče odpeljati na Vrzdenec. Grozljivka popolna. To je dokazni material številka 2. Dokazni material številka 3. Cankar je bil, kot veste, zelo dober risar. In ko je šel na Dunaj, najprej študiral tehniko, jasno, pa ni šlo, ne, pa je zelo hitro nehal, potem je pa koketiral s tem, da bi šel študirati bodisi jezike, romanske, bodisi risarstvo, slikarstvo. Odlična risar je bil, ne? Obstajajo neke risbe njegove, ne? Ampak narisal tudi svojo mamo. Ampak narisal je še neko bila mrtva. Narisal je na palah. In potem napisal zgodbo, novelo, Materina slika. V tej sliki, tej materini sliki črtici se dogaja, gre pa takole. Joj, šmint, kam sem ti, kje je slika moje mame? Narisal sem jo, a zdaj ne najdem. Vraga, le kje je? Bom pa malo pobrskal. Opla, pobrskamo in ugotovimo, prodal sem jo. S kovčkom, ki sem ga prodal nekemu ne vem komu tam, ne trgovcu, zastavljalcu, ne vem kaj, sem prodal tudi mamo. Skratka, on je prodal svojo mamo, nikoli ni svoje mame narisal, dokler je bila živa. To vse pove. In kot, če hočete še rekel, ne, da gremo do konca, če dokazno material številka 4, erotika. Njegova pornografska, erotična zbirka poezije, dobo je honorar, nisi kupil sladoleda, nisi kupil poti na Dunaj, ampak si je kupil krsto mamo. Skratka, zbirko, s honorarjem za zbirko, v kateri je popisoval, kako se moški fant in punca drgneta v cerkvi, ne? Kako se drgneta med tem, kako žena moža vala z mlajšim ljubimcem, med tem, ko zraven njun otrok spi, kako se, in tako naprej, je s tem je kupil krsto mamo. Skratka, a razumeš? Mislim, tle ni bilo to tako čisto, tako naprej, ne? In dokazni material številka 5, ki je pa seveda ključen, so pa ravno vse te črtice, vse te novele, v kateri popisuje, kako se je mama žrtvovala zanj. Namreč, mama, katera mama je pa še to počela, da bi pred svojim sinom dobesedno uprizarjala prizore iz svojega mučeništva, iz svojega trpljenja, mu kazala, kako trpi zanj. Poglej, sin, iz Vrhnike sem prišla v Ljubljano, sredi snežnega medeža, temperatura je 30 pod 0, prišla sem bosa, da bi prišparala en vinar zate in ti dan, da si boš kupil kos kruha. Mislim, katera mama bi to svojemu otroku počela? Ta mama je to skozi počela. In upovejo, zakaj ta mama to počela? Ta mama je hotela nastopati na njegovi literaturi. Ta mama je delala vse, da bi postala junakinja, da bi on pel pesem o njej. Namreč, ja, absolutno ja. Ona je delala vse, da bi on pel pesem o njej. In to je počela briljantno, kajti te njene mučeniške, kako ti bo rekel, epizode, ne, te mali filmčki mučeniški, ne, so briljantno zrežirani. Z njene strani so briljantno zrežirani. Ker tudi, ne, skrivo rečeno, ne, mislim, tista zgodba o tem, ko niso imeli kruha, ne, so bili lačni, pa mama ni imela kam večer, denarja niso imeli, službe ni imela, nihče ni hotel nič dati, in potem je mama skine in je ni, 2 ure je ni, in po 2 urah se vrne s hlebcem pod pazduhom.
Vaši domišlji prepušča, kako je do tega klepca prišla. Ampak ni to tako, rekel, čudež se je zgodil, no, mislim, ni to kar tako, mislim, kaj, ne vem, lahko ugibam, ne, pa rečete, da ugibam, ne, to je, mislim, ni tako enostavno, hočem reči, Cankar je bil mojster in mama je bila mojstrica in pol. In če, ko rečem, da je hotla, da je delala vse, da bi nastopala na gledatelju tuji, moram da reči nekaj. Njegova mama je stavila nanj. Stavila je nanj. To je mama je imela 8 otrok, nekateri so umrli, to je res, ampak je imela ogromno otrok. Ona bi lahko stavila na kakega drugega, katerega izmed ostalih, ne vem, 8, 9, ki so preživeli. Lahko bi stavila na koga drugega, lahko bi stavila na hčerko, na Lino, na to zoprno, grozno Lino, ki ga je izdala, ko sta hruške kradla. Lahko bi na njo. Lina je bila briljantna. Lina je samomor naredila, to veste. Ne? Lina je, Cankar je leta 1907 je z Dunaja prišel, ko je kandidiral na volitvah, na listi socialdemokratov. Je kandidiral in seveda govoril. Ja, pa je dobil največ glasov v tej stranki, delež največ. Takrat je kandidiral in hkrati, ko je bil na predvolilni kampanji, zelo populistični. Moram reči, da on je bil, Cankar, kot politik je bil populist, on je kazal tam res raztrgane štufe, pa to veliko. Unim tam na Litiji, pa Zagorju, ko so prišli, je govoril natanko to, in to se je hvalil pol, tam v pismih, da je govoril natanko to, kar hoče slišati. Kako jih odelajo, kako kmet rab več zemlje, skratka, vse to je prodal tam, gledajte, Bogavica raztrgati, kako vse je prodal. Ampak, skratka, takrat, ko je bil na predvolilni kampanji tle, je hkrati pisal pri Edwinu Kristanu, v njegovi hiši, tam pri njemu doma je živel, je pisal hlapca Jerneja. In takrat ga je neko noč, nek večer, je k njemu nenadoma se prikazala kot duh, ta sestra Lina, Kaolina, sestra Lina se je prikazala. To, kar vemo, je to, da se je prikazala, da sta premlevala, da je bila zelo depresivna, da je pokadila ogromno cigaret takrat tam, potem je pa odšla od Cankarja in je skočila v Ljubljanico. In je ni bilo več. Bila je pa briljantna, tako kot so bili briljantni številni drugi njegovi brati. Cankarjevi. Številni njegovi brati so bili briljantni. Karlo, ki je postal duhovnik, bil briljantni. A to tak je bil v Sarajevu? Ta je bil v Sarajevu. Ta je bil briljantni. Potem je bil ta brat, ki je živel v Parizu, ki je bil modni krojač, ta je bil briljanten, Cankar nikoli do Pariza ni prišel, stalno je govoril, da bo šel v Pariz, da bo šel, pa nikoli ni prišel do Pariza. V resnici kamor ni prišel čez, prišel enkrat je bil v Pragi, drugač pa Dunaj in Ljubljana, pa to je po Sloveniji malo okrog, to je vse. Potem je bil še en brat, ki je po Jugoslaviji, takrat blodu okrog, tudi mojstrski krojač, ampak tudi briljantni Njegova mama bi lahko stavila na kogarkoli izmed teh, ampak vse je stavila na Ivančka. Vse. Ivanček je bil njen ljubljenček in stavila je na njega, ker je zgledal kot ta, ki bi lahko pesem o njej odnesel najdlje. In tako bi rekel, ni se zmotila, je pa nekaj res. Kaj, če bi Lina Cankar postala prva ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado? Ne vemo. Dobro, razvil si prav posebno teorijo odnosov med Ivanom Cankarjem in njegovo mamo, mogoče ti bo kdo povedal nadaljevanje. A si daj slišala te zgodbe, ki si ti jaz zdaj povedal? Ne. A vidiš, mislim, ja, pa zakaj so jih zamolčali? Zakaj nikoli ni bilo nikjer vrstenca, materine slike, pogreba, vseh teh reči, rekel, nikoli. Še nekaj najbolj mogoče se boš in tudi ostalih Cankarjev, ostalih bratih in sestrih, nekaj izvedla, kot da jih ni bilo. Skratka, mama je imela možnost izbere, ni bilo tako, da je Cankar, oni so bili totalni rutenik, metavzarski, nesposobni, niti osnovne šole niso mogli narediti, oni jo pa ne kaj. Ne, bila je veliko rodbina, v kateri je bilo veliko opcij, ampak ona je stavila na njega. No, to sem hotela reči, seveda lani, ko smo se intenzivno posvetili Cankarju, bilo najbrž za marsikoga, zame zelo veliko novega povedanega o Cankarju. Naprimer,
On in ženska, omenil si že, da je živel pri Šivilji, najprej imel odnos partnerski z mamo, potem s hčerko, skratka, je ena zanimiva razstava, mislim, da je še vedno odprta v Mestnem muzeju, ki prikazuje ta del Cankarjevega življenja, odnose z ženskami. Skratka, tudi to je nek del dokaj zamolčane zgodovine od Cankarjev. Ja, princip, se sem rekel, on je bil za mojstrego in tudi on je rekel, mislim, ogromno učiteljic je bilo, recimo, ne? Ja, te so, on je tako fiksirali na učiteljice, no? Pa na to, na sestre. On je imel veliko sestre imel, eno sestro in drugo, to moš vedeti, in tudi malo je hčerko, ne? To je imel, to je pomel, ne? Sestre je bilo veliko, mislim, da ne 3 pare je imel sestre, ne? Ampak so in tako, da on je, ni pa se, mislim, on ni se pa hotel vezati, ne? Ni se pa hotel vezati, ni se hotel poročiti in tako naprej, preprosto razlog, zato ker je poročen z mamo. Ne? On je poročen z mamo, mama ni bilo... Na poseben način. Na poseben način z mamo poročen, on je v tem smislu, on je bil materin duhovnik. Ne? Mislim, vse je imel druge ženske, pa ostaje materi zvest v nekem smislu. Ne? To je bilo, ne? Ker mati ga je zadolžila ga je tako, kot nobena mati sina ne zadolži. Ona ga je zadolžila res, tako bi rekel, on je imel občutek krivde, on popisuje to krivdo, tako in se sprašuje, tako kot se je Franz Kafka sprašoval, ne? Na ist način, ne? Pa te njegovi liki, ja, veš, rekel, ta Jozef K., ne, ki ne ve, zakaj ga zakon preganja, zakaj ga preganja in ne ve, kaj je naredil. Natanko to je bilo pri Cankarju. Skozi je vprašanje, pa kaj sem, mislim, tega v Bibliji ni tega, nikjer ni tega greha, ki bi ga naredil, ga ni. Mislim, tako kazni ni, bi rekel, zakaj sem kaznovan, če pa tega, kaj sem naredil. To je to, mati ga je zadolžila ga je tako in on je ta dolg, ki je neodplačljiv, vendar ne odplačal. On jo je spravil literaturo. On je njo spravil literaturo. To, da je on tam, to je materin spomenik materi, to drži, ampak čisto na drug način, kot običajno to prekazujejo, ne? A veš, ne? Zdaj me pa to zanima seveda... Na klancu, ne, da je to veliki spomenik materi. Je, ampak ne tako, kot vi mislite. Prej sem spraševala, kakšen je bil po karakterju, je bil tudi tako vdan v to usodo, ki je nekako mu dela ves čas krivico, da se ne more realizirati do konca, ali pa pozabimo na to, da je bil velik zapoljivec, ali bi bil ti njegov prijatelj, ali pa on tvoj, če bi živela zdaj v istem času. Jaz ne pijem. Težko, veliko, s človekom, ki pije, jaz ne verjamem, da bi on pijal skozi, ne, to mora biti res nor človek, ki misli, da je bil skozi pijan, zato ker veliko človek je napisal 30, mislim, takih stvari ne moš napisati, kaj si pijan, no, mislim, tudi tako, kot drugo, ne, vsa ta, kakor vemo iz nekih fragmentov, ki jih poznamo, ne, je to, da pač, rekel, on je vstajal zjutraj in delal, ne. On je pisal, kakšen dan ne, ker je v glavi si vrtel film, kaj bo napisal. Ne. On je moral v glavi pisati, to je bilo na roko pisati. Ne. In potem je treba bilo to, bi rekel, prepisati še enkrat. In potem je treba to odnesti, poslati nekam. In potem je treba se bilo pogajati, pisati. On je ogromno pisal tudi, veš, bi rekel, to je bilo treba ogromno, skratka, za premik od točke A do točke B, ni imel kaj danes, ker si takoj, ker bo vsak svoj avto. On je imel vlak, on je po Dunaju, on ni skočijo hodil, on je mogel peš, to so bili vse korak, vse imel čas, razumeš, on je, ne, in potem je čas za pisanje, tisti čas, ki je bil pijan, je bil relativno kratek, ne, relativno kratek je bil, ne, ampak problem je, rekel, da jaz pač s ljudmi, ki pijem, težko, rekel, ker Ampak zdaj sem pomislila na to, da vendarle imata nekaj skupnega, mogoče to delo nas, ker glede na to, kaj vse ti počneš, me res zanima to, kar te bom zdaj vprašala, koliko delovnih ur ima tvoj dan, ker zdaj se bova malo odmaknila od Cankarja, pa potem pustila publiki možnost, da te še kaj vpraša o Cankarju ali o čem drugem. Torej, ti 85 knjig, ves čas članki, eseji, si urednik Globala. Naprimer, v marčevski številki sem prebrala tudi eno zanimivo misel, pa bi jo rada podelila tudi s publiko. Pišeš
o zelo velikem zaslužku filma, ki ga je najbrž marsikdo izmed nas videl, Bohemian Rhapsody, kako že 52 milijonov vloženih, 800 milijonov zasluženih dolarjev. Zapisal si eno misel, ki mi ves čas nekako kroži v glavi, kako znajo filmi emocije spremeniti v briljantne laži in tudi obratno, laži v perfektne emocije. Skratka, tukaj zdaj prehajam na to tvojo filmsko stran. A je to tisto, kar te pri filmu najbolj fascinira? In še drugo vprašanje, koliko filmov pogledaš v 10 dneh, enem tednu, enem mesecu? Več vprašanje. Koliko jih pogledam, je odvisno tedna. Jaz si na tednih moram oglas, jih ogromno popišem, jaz si moram za mladino vse te filme popisati, kar štarta. Tako da, že to vse vidim, že to kar nekaj, pa smo vse ostalo. Zdaj, vas trik je v tem, da je blazen problem zdaj slediti to zgodovine. V smislu, da bi skušal človek vse pokrivati. Zato, ker je toliko filmov, toliko kanalov je zdaj na voljo, po katerih filmi k tebi prihajajo. Toliko preko načinov gledanja in hkrati takšna, brezmejna, neskončna, enormna produkcija vseh teh filmov in serije, da smo po mojem vsi malo zgubljeni. Vsega je nenadoma preveč. Vse je dostopno. Mislim, in smo vsi zbegani malo. Še jaz se zbegam. Ker preprosto je vsega. In kot ti rekel, nikoli v zgodovini še ni bilo tako dobro. Nikoli ni bilo še v tako kratkem času toliko dobrih filmov, toliko dobrih serij in tudi toliko dobrih knjig. Postali smo pametnejši, kot smo. Ne razumeš? Ampak še zdaj nas čaka vse to, kar čaka Cankarja. To vedel, da bo umrl in nič ga ni bolj žrl kot to. In hkrati, proti temu ni mogel nič narediti. In tudi mi ne moramo nič narediti. Ampak hkrati ga je žrl še nekaj drugega in prepričan, da ne mora nič narediti. Da vseh teh krivic, vsega tega krutega, brutalnega, kapitalističnega izkoriščanja, izdorabljanja ljudi, tega ubijanja ljudi, te presije na ljudi, da tega ne more. Mi, takrat so ljudje, ko gledamo nazaj, smo imeli občutek, da so bili neumni, pa se mi to lahko zelo dogajalo. Mi smo zdaj toliko pametni, mislim, delamo tako dobre filme, toliko dobrih filmov, ki še toliko dobrih serij, toliko dobrih knjig in tako naprej. Vsega, tako smo pametni, znanosti težko slediš, nemogoče, vsak dan je nekaj novega. V tehnologiji, vsak dan je nekaj novega, vsak dan skočimo za 1000 let naprej. Ampak še vedno smo tam v njegovi literaturi. In cepamo k muhi, zato, ker smo neumni. Ostali smo, v principu smo ostali neumni. Zato, ker še vedno, rekel, padamo na vse iste finte, na katere so padali v Cankarjevem času Slovenci in še vedno, rekel, se pustijo mučiti, nadlegvati na vse mogoče načine, tako takrat. Pa smo pripričani, da smo pametnejši kot kadarkoli. Ampak da se povrnem, kako tebi uspe biti tako ustvarjaren, tako produktiven? Toliko knjig, člankov, Nekaj mi počel. Nekaj mi sicer počel, nekaj mi v Sloveniji človek počel. Smučam ne. In to je po moje že, to je življenje. Pazi si na Gorenskem. Pa si to, veš, Prešer, največji Gorenci, bil pesnik, veš. Mislim, zakaj bi se matal z nekimi velikimi formami, pa to sam jemlje, če pesnice napišeš, pa jeme. Mislim, veš, to so Slovenci pesniki, zato, ker smučajo, ne. Razumeš, ne? Mislim, da vsi je kratka forma, to je enostavno, to narediš do večera s frej in poveš lahko z večer bez rad. In si pomembno, da razumeš, si nekdo, ne? Si, ne? In pa napišeš pesem tisti. Mislim, to pa, veš, pisanje, tega čas, ne, in to rabaš čas in pa, če ne smučaš, imaš več časa in tudi kave ne pijem. Kave ne pijem. To je tudi pomembno, to je pomemben podatek, ker kava, lejte, če pijete kavo, kava pomeni ritual. Ne, to kava potegne za sabo cele rituale. Ne. Vsi ti rituali jemljajo čas. Vem, ker poznam, ker so meni kafetari. In to je grozno. Že potvati z njimi, kamorkoli. Problem je, ker zjutraj se
se premakneš ob 12. Ne ostanemo ob 6, pa gremo, ja, ob 6 ostanemo, do 12 rituali trajajo. Razumete, rituali nekaj kava, je treba kava narediti tako, da bo prav, kad se zagre, potem kava, potem se tisne, potem tisne, in potem je treba počakati, da gre vsi na stranišče. Rituali, in ljudje imajo ogromno ritualov. Če se zdepiš teh ritualov, imaš Boga in pol časa. Res, ogromno časa. Ogromno časa. Mislim, če ti pa še, je omogočeno to, da ti ni treba hoditi, da nimaš te grde navade, da hodiš stati v vrstu. Da kad zagledaš vrstu, tako je vanje postaviš. Če to še, odpraviš, to hibo, če to hibo odpraviš, si že na poti, si že pri 52 knjigah. Če pa še tole recimo, maile, odpraviš, a veš, to, da recimo midva, recimo midva, Marcel, dragi Marcel, ajde bi prišel ti k meni na intervju v Kranj. Da, draga Darja, veš kako, bom pogledal na svoj razpored. No, dragi Marcel, pogled na razpored. Bom pogledal na razpored, pa ti javi. No, a si že pogledal? Sem pogledal in morda bi res prišel. Kdaj bi to bilo? No, pogled. Pogledam ti termine. Pogledam ti ta januar, februar, marc in tako naprej. Bom pogledal. In to traja, 57 krat mail sem in tja. Komunikacija je seveda bila krajša. Ne krajša. Komunikacija je taka, ti pokličeš mene, jaz pokličem tebe, v 1 minuti sva zmenjena. In ima ves čas. Ves čas tega dneva, ves čas tega sveta. Ljudje ne uživajo v tem, tako uživajo v tem, da stojijo v vrsti, uživajo v tem, da pišejo maile. In pazi, pri mailu, a veste, kaj je večji problem pri mailu? Mail, kaj te verjetno že vsi opazi, mail deluje blazno grobo. Mislim, ti lahko nekomu pošleš nek mail, pa čisto navadno, če nekaj mu napišeš čisto nekaj vsakdanjega, pa nam ga to deluje tako. Kaj si proti meni, kaj si ti pa, mislim, tako, tako je nekaj, kada mu nekaj hočeš, kada izvajaš za nek, ne vem kaj tam, neko nasilje, tako nekaj imaš proti njemu, nekaj se je zgodilo, kaj pa je med nami, kaj pa je narobe, to je to. In moraš glasno pasti. In potem pri mailih vsi pazimo, jaz pošljem mail, jaz ga 5krat na novo napišem, zato da si rečem, ta si tebo, ni tebo, to bi se gledali. In je to, ogromno časa jemno. Mislim, ljudje so res, mail je fantastična tehnologija, fantastična, ampak za nekatere stvari, ne pa za to, za neke banalne stvari se pogovarjati, ker če ti nek mail pošlje, potem rabaš 75 mailov, da se dela zmenta nekaj, kar bi se zmenil 30 sekunda, je pa to brez veze. In skratka, čas se izgublja, ljudje ne spoštujejo časa. Razumeš, ne cenijo časa, to je to. Ti so na denar, pa ne vem na kaj, pa na smučanje, pa na kavo. Čas. Da ne izgubljaš časa, dobro vemo, vsak ponedeljek gledamo oddajo Studio City, ki jo vodi že koliko časa? Zdaj bo 21 let. Postojiš kulturnike, politike, ekonomiste, skratka, ni da ni. A se nikoli ne naveličaš? A te še kaj preseneti pravzaprav? To so te moje rituali. Moj ritual, in to je moja tragedija v resnici. Jaz imam zdaj tako, jaz imam že vse življenje imam mladino na teden. 21 let, pa ne 21 let, jaz sem tudi vsi 30 let, ker pomeni, da sem jaz... Oba so skupaj. Ja, 30 let sem jaz tudi tam na teden. Razumeš, vse je pri meni na teden in meni tedni grejo kot dnevi. In to tebe pa spet spomna Cankar, tam imaš neka taka veliko čist cona somraka, črnica njegova je, kjer imaš moškega, ki se mu v 1 uri odvrti 7 let. Potem imate tam neko žensko, ki se, nekemu moškemu, ki se v trenutku odvrti celo življenje. To smo mi, to smo mi. Zdaj se ukvarjamo s tem, kako bi, ne vem kaj, ampak s časom se tam ukvarjamo, tu tam skozi, kako bi nekaj počel, da bi čas upočasnili. Ne vem kaj je tako dolgočasno, pa ne najdem nobene tako dolgočasno. In ves trik, ko sem tukaj, sem gotovo, da ves trik morda o tem res, da, veš, čas je, to je vse v percepciji, čas, objektivno čas ne obstaja, to ne, se tam ne,
Einstein tem veliko špehe pisal in tako naprej, če objektivno obstaja, ne, pač to je vse slike v percepciji, v doživljanju, ne, tega. In tle je res, po moje to, pač v hipu, ko imaš ti neki na en teden, ne, ko si tempiraš na teden, da ti je teden postane merilo ura, ne, potem imaš res problem, zato ker ti res dnevi ti minevajo, tedni ti minevajo kot dnevi, ne, in je pol, rekel se vse podreje, blazno hitro je vse skupaj. Še zadnje vprašanje ti bom postavila. Ne morem mimo Trumpa, ker ga omenjaš v tako različnih kontekstih, da enostavno te moram tole vprašati. Eri Klobučar, zanimiva oseba, ne? Demokratska izzivalka, slovenski korenin, iz Bele krajine, po očetu, oziroma mislim, da redko. Iz Amerike, tam je to zapomeno. Ona je tam iz teh ruralnih, tega heartlanda ameriškega, tega osrčja ameriškega, kot pravijo. To za demokrata je fantastično. Ona bi lahko imela večja, kot ti kot demokrat v Ameriki, če si iz Kalifornije, imaš političnost. Če si iz Massachusettsa, Kennedy, potem do konca. So preveč liberalni, to so neke elite, za elite jih imajo in tako naprej. Te demokrati iz osrčja, to so one, ljudske vrednote in tako naprej, skratka, ona je ta prava kandidata. In napoveduješ preboj, oziroma dobro, zmage, v tem smislu je ona dobra poteza, sam problem je tem, da je ona malo tako anemična, malo neatraktivna zavest. Malo ni ona nek retorično, ne vem kako obliko briljantna. Skratka, manjka tega presežka in manjka tega. Tako da ne vem, zdaj, kandidatov je tam bolje, to treba vedeti, za teh demokratov, ona bo v tem bitki ostala, dokaj bojo te sondaže, ankete kazale nek še sprejemljiv rezultat. V hipu, ko bo toliko padli, da bo nesmišljeno, bo upetila zato, ker je preprosto odvisna od denarja. Ker te, ki investirajo v te kampanje, te, ki dajo te donacije, ti dajo toliko časa, dokaj imaš ti neke šanse, dokaj imaš ti neko podporo v javnosti, ki jo merijo ankete. V hipu, ki ti noče več denarja. In takrat se tudi rekel ponovati te kampanje končajo. Tako da ona bo veliko časa bo zdržala, je pa jasno, zanimiva, je pa čisto krvna Slovenka. Ne zna po moje besede slovenska več, to itak, to hočem reči, je po očetu in mami je Slovenka. Ali tudi po mami, mislim, da je samo po očetu Bela krajina. Kaj je mama? Američanka, pa izvorno, pa tudi ne vem, nisem sigurna. Skratka, ona se pravi, ona z geografijo ima blazno srečo, ker prihaja iz ta prave države, Minnesota je ginal to, zdaj se pravi, ampak odvisno zdaj, kdo je vzel roke, ampak ne, kako bi lahko iz nje naredili neko blazno. Kaj pa Trump? Samo še do leta 2020. Ja, kot prav Elizabeth Warren, če bo na prostosti. Hvala, Marcel. Mislim, da pa je prav, da damo možnost tudi publiki in že imamo prvo vprašanje tamle v preki vrsti. Zdrav, moj ime je Jada. Jaz bi se vrnila od Cankarjev, sem rekla, in sicer me zanima, kako se mi lahko razlagamo ta občutek krivde, ki projicira skozi njegovo literaturo preko, recimo, mame pa slovenskosti. Torej, kako se lahko razlagamo ta občutek krivde v tej tipični slovenski literaturi? Zakaj je krivda povezujemo s slovenskostjo, z mamo in tako naprej? Zato, ker v slovenski psihologiji mama nastopa na mesto zakona. Na položaju zakona, tega nadjaza, bi rekli psihoanalitiki, običajno nastopa oče. V Cankarjevi literaturi nastopa tam, kjer bi moral biti oče, nastopi mati. Oče je običajno ta, ki sina navda s krivdo, ki mu nabija krivdo. Pri Cankarju je ravno obratno. Pri Cankarju je mati ta. Ampak je to tudi pri Italijanih, ne mislim, ta mama?
Ja, sam pri Italijanih je mama, pri Italijanih je mama čist nekaj drugega. Pri Italijanih je oče takih učitelj je oče, kljub temu. Pri nas je bilo to ta unikatno vrat, ne? Ker zato so bili tudi Slovenci za Freuda neuporabni. To je ta sloviti nekega pacijenta je tam nekje v Trstu, kaj, ki je bil, ne vem, nek Slovenc, nekaj in pol za Freud ugotovil, da pač Slovenca ne moš. Ne moš ga, za psihoanalizo ni Slovenc, ne raz. To, mislim, in to je Cankar, zato je Cankar tako rekel, spravim, da tle ta njegova z mamo in tako naprej tle postane zanimiva, zato je, se pravi, drugač to, kar si vsi predstavljajo in to, da je da pred Cankarju mama nastopa kot nadjaz, kot zakon, tak, ki ga navdaja s krivdo. S tem se ki dosti niso ukvarjali. To je Dušan Perjevc v tej svoji sloviti knjigi od Cankarju nekje omenil tako vmes, knjiga je bila tako kot moja, leta 64 objavljena, se taka ključna, temeljno delo od Cankarju, tako po moje največjih del Cankarju, kar je bilo. Ampak je nekje omenil, potem je še Slavoj Žižek, je z tega za začetku 80-ih napisal tekst, ki ga je takrat povezal z drugim fantom, velikim Slovencem, znanim Slovencem, pri katerem je mama nastopala kot zakon in nadjaz. In tak, ki ga je navdajala s krivdo. To je bil Metod Trobec. Kako je to? Slovenija? Lepo, kje se želi človek tako Srb, ja? Ali pa se je Hrvat, ne? Ja, pozdravljeni. Jaz bi pa vprašala, se prav se navezala na tole, v tistem delu, ko Cankarjeva mati pride in jo on zataji. In meni se je vedno zdel, ja, z razlogom jo je zatajil, v smislu, vedno mi je bilo čuden, ko so vsi razlagali, kako jo ima Cankar rad, ne bi je zatajil, ampak ta občutek krivde potem, ko jo je zatajil. Ne, on jo je imel rad. Ne pravi zdaj, on ni imel rad. Ampak imel je drugač rad, kad se prekazuje, da je imel rad. On je imel rad kot literarni lik. Tako, kot ima človek literarni lik. Literarni lik je ponovadi kompleksen. Dober literarni lik je kompleksen, ni črno-bel, ni enoznačen, ni sama dobrota. Ni človeka, ki je bil sama dobrota. In tudi njegova mama ni, koga pa zanima lik, ki je bil sama dobrota. Tudi njegova mama ni bila sama dobrota. Dober literarni lik ni sama dobrota. In njegova mama bila natanko taka. Sestavljena je bila vseh teh, človeških elementov. Ampak na način, jaz moram reči, včasih, sem imel občutek, ko sem bral ta njegov opus, da so tiste najbolj fantastične njegove zgodbe, ne, da so resnične, ampak te o mami, da so pa zmišljene. Da so te zmišljene, da so te fiktivne, tako občutek sem dobil. Tako to. Ja. Še kakšno vprašanje z publike, tam je zadnja vrsta. No, jaz bi še omenil to, da razgovorim. Skupnico Kave bi še enkrat, kjer sem zavoril v gimnaziji. Jaz sem feeling, da on ni maral svoje mame, da je to pisal, mogoče celo, da se z nas norčuje, ker bomo kasneje brali to od njega. Recimo, nobene fotografije ni od mame, jo ni, čeprav, če je tako blažil, risbe. Ja, pa še to ni hotel narisati. Ne, risbe, fotografije ni. Ja, fotografije ni, od njega je dosti fotografij, od Cankarja, od mame pa niti ene. In v vsaki fotografiji je zgledal brezhibno Cankar, če se dobro spomnite. Jaz sem bil tih fotografij v grobi. Na vseh je on brezhiben, on je zrihten. On je krojačev sin, on je bil krojačev sin. Kot Leonard Cohen. A oče je bil krojač? Ne, oče je bil dober krojač, vrhunski krojač. In njega je ravno uničil, njegovega očeta je uničil to, da ni razumel kapitalizma. On ni razumel trga, on ni razumel logike trga. On je delal po naročilu, na pomeri. Gospod. In potem je prišel, prekladal se na vrhnko nekdo, ki je to počel
po tekočem traku, ki je imel naročene nekje šivilje, ki so mu delale in on je tam samo bil posrednik, pravzaprav, on se ni mazal rok s tem. On je prišel, on je bil ta industrist, kako se reče temu. Ja, H&M. Ja, on je bil to vrtniški trg. On šel v Kvragu in je šel Cankarjev ta, bi rekel, ne, in takrat so oni pol propadli, ne, zares, ne. Takrat pol še hiša pogorela in tako naprej, pol je šlo vse pravi. In pol so se preselili na ta prav klan sploh. Ker jaz to nisem vedel, jaz sem zdaj to pogruntal, to mi je ta, bi rekel, kaj je vodnik, ne, to sem ga imel na televiziji, na Vrhniki je ta klanec, ne, se veste, kje je ta hiša, in kamor vse vozijo, to je klanec siromakov. Ne, to očitno ni klanec siromakov. Se ne ujema, res, ne. Pol, ko sem pomislil, ko sem tukaj šel še enkrat gledati, ne, tudi na klancu, brat še enkrat, ne, se ne ujema. Zato, ker na Vrhniki imate ta klanec siromakov, tam, kjer je ta hiša, in potem je naprej, 200 metrov, 300, nič več, je Čuža. To je tako, preko na istem, klanc tako gre, ne, pa tako gor, ne, kanjonski. Naprej je Čuža, ki je zelo podoben, tako gore, ampak je bolj kanjonska. In tam, kad Cankar opisuje ta klanec siromakov, ga opisuje tako, ko bi opisoval klanec. Ne? In tudi nelogično je, da bi se ta klanec siromakov je bil del centra, ne? Del osrednje Vrhnike, da bi tam gor živeli reveži, z razgledom na center mesta, tako le spodaj, pod sabo, nemogoče. Tam gor so živeli dobri, bogati ljudje, zato tudi, ker Cankarjev ded, ki je kupil to hišo gor, je prodal tam nekje pri Vrhniki, pri Siti Gorici, tam nekje so imeli orjaško posestvo. To posestvo je celo prodal, da je kupil tam malo hiško gor. Tam je bil jet set, cel Beverly Hills bil tam gor. Razumete? Ne? In oni, ko so propadli, so se preselili tja na Čužo in tisti bil po moje tam klan siromakov. Tudi na klancu noter imate 2 klanca v resnici. Se s tem noben ni ukvarjal. Je pa res, da je ta dobrovoljec, ne, ki je napisal ta objavo, to je v 70-ih, ta album, Cankarjev album, ne, je on tako malo namigval, ne, da bi to, da tam se nekaj ne ujema, ne, pri tem klancu siromakov, skratka, da verjetno, da in je pol, jaz bolj, ker sem gledal res, ker tudi opis, ne, in te risbe klanca, ki so bolj ustrezajo v klancu tam, ker klanc, tudi ker Cankar ga tako opisuje, malo kanjonski, pa to je tak je ni, nikoli ni bil, ker na tem živim. Tam pa je kanjonski, po unem, ki greš gor, če prije nekdo protepne si mrzu, ne. Pa tudi tako je, ne, kanjonsko zlo, ne. Tako da očitno sta 2 klanca. Tle, se pravi, in to smo recimo zdaj ugotovili, ne. 100 let je pa Cankar stal. Ne, 100 let je pa Cankar stal zdaj, ne. To se mi zdi, da je bilo fantastično letos, ne. Nenadoma je začel Cankar vse zanimati. In Cankar je fantastična zgodba. In rekel, ker sem jaz tukaj, ne, ko so posneli te dokumentarce, pa filme, pa nekaj sem v Cankarju, mislim, kako dobra zgodba Lina, ne, sestra njegova, mislim, kako dobra bil zgodba ta njegov brat, duhovnik, ne, ta duhovnik, njegov brat, ne, ta je, po domače rečeno, kristal za Cankarja. Ta je kristal za Cankarja. Cankar ga je spremenil v svojega tajnika, če me razumete. Cankar je bil parkiran v Dunaju, ne, ta je pa tle, prepisoval njegove rokopise. To je kar štal, to je velik dela, ne. Potem je te rokopise nosil okrog založnikov. Potem je okrog teh založnikov hodil in fehtal za denar. In potem, kad denar ni bilo, je hodil spet. In Cankar ga je skozi pošiljal, to so pisma, dolga pisma. In pa tam ta prvo knjigo zbranih del teh so pisma sam brat pa on, ne. In to so fantastična pisma. Fantastična, postanejo pa, rekel, prava drama, film, pa postanejo v trenutku, ko se brat odloči, da bo šel takrat že semeniščnik in tako naprej duhovni, da bo šel v Sarajevo, ker ne zdrži več v Sloveniji, ker... Čeprav ga potem pa Cankar obišče. Ja, ne zdrži v Sloveniji, zato ker, rekel, je Cankarjev brat. In živi prvič v Cankarjevi senci in drugič, ne, cerkev mu stalno učita Cankar, ker Cankar je bil blazno po cerkev. In mu je učitala cerkev in skratka, ga je nasankal zaradi ne. In ga je Cankar, tista pisma med njim, tista neki 3-4 pisma med njima, kjer drugega unmo razlaga, kako bo šel, ta ga prepričuje in ne gre. Ne. Tiste
vrhunec, mislim, tako te bratovske ljubezni, bratovskega prepričevanja, umetnosti pisanja, umetnosti prepričevanja, umetnosti, ne vem, ljubezni, če hočete. To je fantastično, to je noro. On je pa kljub temu šel, ni zdržal, in je šel, in potem je šel Cankar, k njemu tja, in se mu dal spovedati. Zaradi tega so potem pri nas takrat, da je pač Cankar, to je dokaz, da se Cankar vrnil bo, kar ima nobene zveze, hotel se je odškodovati svojemu bratu, ki je zanj križan bil, odškodovati se je hotel in je šel tja in je se dal spovedati temu bratu in to je to. In potem se je vrnil sam. In vmes, moram reči, ena izmed najbolj neverjetnih zgodb od Cankarja je ta, ki je po moje, ne vem, če jo veste, je pa, tako bi rekel, nenadjemena. Namreč, Cankar v nekem pismu Edwinu Kristanu piše, ne veš, kaj se dogaja, ne veš, kaj se zgodi, ves zgrožen, ves šokiran, da se je pojavil nekdo, ki se predstavlja kot Cankar. Nekdo, ki se dela, da je Cankar, skratka njegov impersonator. In ima vse naštudirano. In zapeljuje ženske po Švici, v Baslu, v Münchnu, na Dunaju, ne vem, nisem čisto pripričana tudi na Dunaju, ampak vem, da nek naslov nazad so. In potem Cankar in Kristan tuhtata zdaj, kdo bi to bil, in pa ima Cankar sumo nekega mulačka, pa nekega kukla. Nek kukl je bil, menda nek prevarant ta, bi rekel, impersonator, skratka kriminalec, goljuf, tak, ki je nategoval ljudi, nategovator, con artist, bi rekla Američani, ta umetnik prevare. Ta mulaček je bil pa nek igralec, nek faliran gledališki igralec, ki je menda rad se predstavljal za nekoga drugega. Tam je pojem sled zgine in Cankar je to tukta, da bi to unga, da pa prijavil to policiji, prav ne, da ne bi, da zdaj to pa pojem, da se gospe, da on zdaj tam zapruje, zdaj bo je gospe, mora biti, veš, ne, moče biti in tako naprej, da bi lahko s tem kompromitiral kakšno damo, se je bal. In potem je to nekako, zdaj, jaz sem pred isto dilevo, kar vi zdaj, kaj je tle bilo zares? Ali je bil, kaj ti ljudki mavaš, da ni bilo? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Ker on tam si razbija glave. Edwin Kristan Pol ne more verjeti, da kaj takega, ne to, da so se knjeze, da so lažni knjezi, bili lažni princi in tako naprej, to ja, ampak da bi se kdo predstavljal za pisatelja, lažnega pisatelja, to pa ne. In to, ampak tudi za režiserja se nikoli ni in se je Pol, bi rekel, pred 15, 20 leti, 30 leti se je predstavljal za Stanleya Kubricka, nek angleški tam, turistični, ne vem kaj bi že ta, turistični vodič, se je predstavil za Stanleya Kubricka in je imel ogromno intervjujev, ogromno večeri, je dolgo zastonil tako naprej in novinarjev. Ja, najslovitejši gledališki kritik New York Times, Frank Rich, je bil na večeri z njim. Prepričan, da je na večeri Stanleya Kubricka. Tako da, o tem, to je dal meni pol misli, da pa je to bilo res, da si ni Cankar zmislil. Predvsem je pa, tako bi rekel, zgodba, ki je pripoveduje, pa pol tist kukl tam, pa mulaček, pa Basel, pa tam, pa on je dal vse to neki prevest, pa s to posetnico, si je dal narediti Ivan Cankar, da je njegov podpis, da je skinul iz, to z neke knjige, ker ne vem, ta knjiga, kaj je bilo že, Krpalova kobila, tam je bil Cankarjev podpis noter, ta ročen, bil je bil prekopiran, kako se tem nekaj on ga je naredil, pa so ga natisnili, skratka, od tam, da je tudi skinul njegov podpis, in tako naprej, skratka, da edin pa to, da ni imel brk, da je imel drugačne lase, ne bil blond, da je tako naprej, ampak drugače pa se je predstavil. Skratka, zelo veliko idej za kakšno Netflixovo serijo ali pa... Ja, you ain't seen nothing yet. Tam je gospod Draga za vprašanje. Pozdravljeni, Nejce moje ime, jaz bi pa meč Črne kronike vprašal. Vzrok njegove smrti se vse posod navaja malo drugače.
kaj je zdaj prav, pijača ali bil predtem do smrti? Ne, pijača. Pijača? Ne, tam je, to je, ta zgodba o tem, ne, Hvala. Poznam šoferja od enega, ki je prihajal, veš, v hotel Union, ne, in ve, kaj mu je stric povedal. To je to. Tako je nastala zgodba o tem, ker to je ta spletna stran Harvardov, ne, to ima ta Šiško, ne, ki je zdaj v Rezku. Šiško ima spletno stran, ne, to ima Harvarde, sredstve, to so tudi stranka, bili pa ne vem kaj, skratka. In on ima spletno stran. In na tej spletni strani je nekdo, ki pravi zase, da je zgodovina, tudi približno tako, kar Roman Leljak, nekaj pravi, da je zgodovina, ne, županka Radnicov, ne. Se ima tudi zgodovinarja, ne, čeprav ni zgodovinar, on je objavil neka 2 članka tam o tem, kako so Srbi Cankarja ubili, pretepli do smrti. To, rekel, je seveda jasno zmišljeno. Cankar je padel po stopnicah. Zdaj, ni čistočno vse jasno, ker rekel, ni nihče tega posnel, ampak Cankar je na mesto, da bi šel po stopnicah gor, je stopil dol in se je potolkil in razbil dol. Čisto logično, zakaj? On se je tja na sveže preselil. On je prej stanoval, se veste, gor na Rožniku, pa se je dol preselil, tukaj se je selil. In tukaj se je selil, on je predtem je živel, veliki Ivan Cankar, je v isti sobi živel še z 2. 3 so v isti sobci, kako to sobica, čumnata, izbica. So 30 so stanovali te nekje v Ljubljani tam. On se je potem preselil, kaj na ta trg tja, na novo, in on je bil tam na novo in zato tudi nima nobenega pravega občutka, pijan je bil in je padel. In to je to. In njegov doktor, zdravnik, takrat, ki je to vse pel, je bil Lojz Kralj, pisatelj, dramatik, velik slovenski pisatelj, in on je napisal tudi knjigo potem, v 2 delih, o Ivanu Cankarju, išla tam v začetku 50-ih, je išla oba dela, Špeh, kar je veli knjigi od Ivanu Cankarju, biografija in vse, kar je vedel, ne. In te noter je na koncu jasno, ker je bil ta lečeči zdravnik njegov, ne. Ta, ki ga je lečil, ko je si razbil glavo, ne, je popisal vse, kako je to vse zgledalo. Tam noter tam na koncu popisano detaljno, z vsemi strokovnimi izrazi, ne, ki jih jaz ne znam zdaj reproducirati, ki so same latinske tujke, kaj se je s Cankarjem dogajalo, kaj se je dogajalo glavo in kaj, zakaj potem po vsem tistem času umrl. Tako da, to je tako, ker na Luni, ne vem, zastava ameriška ne piha, ne. Približno tako. Mislim, to se ponavlja zdaj, ampak jaz moram reči, da jaz tisto, kar sem jaz bral, ne vidim nikogar zraven tam. Tam je pač, vidim jaz enega Cankarja, pijanga, že precej načetga, obupam ga, tisti, ki so ga takrat poznali, ki so pisali nekaj, pravi, da je bilo to že obdobje, ki je bil precej mrtev že ne, da bi bilo treba umreti. Razžrt že od vojne, od unih arestov, dvakrat sedel, od arestov, od bolezni, in od tega, kar je pravzaprav stalno popisoval, tem, kako se človek, ne, v tem novem svetu na brzino postara. In on se je tudi postaral takrat zelo na hiter, pravzaprav. Ja, Marcel, jaz mislim, da si nas nocoj prepričal, da je bila tale tvoja krokarija z Ivanom Cankarjem res temeljita. Hvala lepa za pogovor in za vse odgovor.